Spoštovani gostje, cenjeni govorniki, predstavniki regulatorjev, pokojninskih skladov, gospodarstva in medijev. Prisrčno dobrodošli na investicijskem vrhu, ki ga letos prvič oblikujeta Ljubljanska borza in Slovenski pokojninski skladi. Pokojninska družba A, Sava pokojninska družba, Modra zavarovalnica, Prva pokojninska družba, Triglav pokojninska družba in Generali. Danes ne bomo govorili le o pokojninah in trgih, ampak o temeljih zaupanja v prihodnost. Vsaka generacija se mora prej ali slej soočiti z vprašanjem, kako dolgoročno poskrbeti za svoje ljudi, za njihovo varnost, zadovoljstvo in za pravičen, a izvedljiv sistem, ki bo deloval tudi takrat, ko bodo današnji izzivi že arhivirani v poročilih. V Sloveniji imamo prepogosto občutek, da so teme, kot so pokojninski sistem, kapitalski trg ali dolgoročno varčevanje nekaj, kar se dogaja drugim. V državah z večjimi trgi, z močnejšo tradicijo naložbene kulture, z večjim deležem aktivnih vlagateljev in večjim zavedanjem, da je finančna varnost dolgoročna kategorija, ki se gradi desetletje za desetletjem. A Slovenija ima vse pogoje, da ta pogled spremeni. Imamo izobražen kader, institucije. Imamo kapitalski trg, ki potrebuje nov zagon. Imamo zrele, strokovno vodene pokojninske sklade ter tudi demografske in fiskalne razmere, ki nas silijo v to, da nismo več v coni udobja, temveč pred nujno sistemsko preobrazbo. Današnji investicijski vrh, ki ga, kot že rečeno, organizirata Ljubljanska borza in Slovenski pokojninski skladi, je prav zato zastavljen kot strateški dialog, ne kot enosmerna predstavitev mnenj, ampak kot prostor soočenja, vprašanj in predvsem iskanja skupnih rešitev. Tokratni poudarki bodo pomen drugega in tretjega stebra kot temeljev finančne varnosti v starosti, potreba po večji povezanosti med pokojninskimi sistemi in kapitalskim trgom, ter nenazadnje odgovornost vseh deležnikov, od države do delodajalcev, da drugi steber ne ostane možnost, temveč postane standard. Na današnjem odru se bodo zvrstili najvidnejši predstavniki pokojninskih skladov, bank, zavarovalnic, regulatorjev, delodajalskih združenj in tudi kapitalskega trga. Ne le kot predstavniki institucij, temveč kot ljudje, ki oblikujejo resnične politike, vplivajo na vsakodnevne prakse in, kar je najpomembneje, lahko spremenijo potek dogodkov. Ker v resnici ne govorimo o pokojninah, ampak o kakovosti življenja. O družbeni pogodbi med posameznikom, delodajalcem in državo. In o tem, kako naj izgleda odgovorna prihodnost v času, ko vloga države slabi, pričakovanja pa rastejo. Današnji dan bomo tako začeli z mislijo. Mislijo človeka, ki več kot 2 desetletji z analitično ostrino in novinarsko neodvisnostjo spremlja slovensko ekonomijo, politiko in družbene trende. Njegovi komentarji pogosto ne iščejo všečnosti, temveč resnico, odgovornost in pogum. In današnji naslov njegovega govora ne bi mogel biti bolj primeren. Tudi po nas prihodnost bo, z več drznosti bo boljša. Spoštovane in spoštovani, z veseljem in častjo napovedujem Petra Frankla, direktorja časnika Finance. Gospod Frankl, oder je vaš. Ja, spoštovane dame, cenjeni gospodje, v veliko veselje me, da sem lahko z vami. Kot prvo najprej zahvala. Prezentacijo, ki jo boste videli, mi je pomagal narediti kolega Jure Ugovšek, naš glavni analitik, chief economist Financ. Posebna zahvala, da sem tu, pa sem ravnokar zvedel, čigava naj bo. To je od Petrčka. Petrček je zdaj Peter, to je Peter Krasnik. On me je predlagal, da sem tu med vami. Petrček, najlepša ti hvala. Lahko mu rečem Petrček, ker se dolgo časa že poznava. Zdaj pa samo, da pogledam, če bo to. Tudi po nas prihodnost bo, z več drznosti bo boljša. V mestnem času sem malo naslov spremenil, prosim, ne zameriti. A ja, to je program, ni prezentacije. Tukaj je.
V pokoj se gre 3-krat in tudi po nas prihodnost bo. Zakaj se gre 3-krat? Prvič, prvi dan, ko stopiš v pokoj, ni to, ko greš v pokoj, ampak ko dobiš pri 58 letih obvestilo od ZPIZ-a. Kdaj boš lahko šel v pokoj in kolikšna bo predvidoma pokojnina. Kakšna je materialna vrednost tega obvestila, je drugo vprašanje. Ampak takrat začneš še bolj razmišljati o tem. Pa si misliš, ok, še 7 let, 8 let, 9, karkoli že. A se mi res da še toliko delati? A bi lahko se malo razbremenil? Ali želim delati samo to, kar res rad delam, ali se pa še vedno moram ukvarjati s tistimi stvarmi, ki delajo posel izjemno nepopularnega. To pa so stroški in ljudje. To je najbolj naporno. Posel brez stroškov in brez ljudi bi bil krasna stvar. In to veste vsi dobro. Ne? Tu smo taki, se mi zdi, kot da smo na nekem zboru prijateljev. Takrat začneš resnično razmišljati o tem. Potem, ko pri 65 ali kasneje bomo videli, kaj bo, sicer neke nastavki so že, dejansko greš v pokoj, nastopiš pokoj. Ampak takrat te penzije, ki so, marsikdo se pritožuje, da so slabe iz prvega stebra, po drugi strani pa tisti, ki smo v redu vplačevali, niti niso tako slabe in če pogledaš, kakšna je višina pokojnin z nekaterimi drugimi državami, celo z Nemčijo, ugotoviš, da pravzaprav ti niso tako slabe. Ti lahko s tem normalno živiš, če si zdrav. Dejansko pa greš v pokoj kdaj? Dejansko greš pa v pokoj tedaj, ko ne moreš več sam, ko morajo drugi skrbeti zate. To je dejanski pokoj. In ravno o tem bom govoril, ker to je tisto, recimo vi veste, zdaj dajemo vsi 1%, pa delodajalci še nekaj za dolgotrajno oskrbo, ki je ni, še, v bistvu denar je, oskrbe ni, seveda se jezimo zaradi tega, ampak glavna stvar bo, kdo bo ta človek, ki bo to konkretno storitev ponujal. In že spet smo pri demografiji. Kje bodo ti ljudje, ki nam bodo pomagali? Odkot bodo prišli? In to je po mojem mnenju glavno vprašanje. No seveda, ko dobiš tisto pokojninsko obvestilo od ZPIZ-a, greš tudi k predstavniku drugega stebra, pa ga vprašaš. Koliko pa jaz pri tebi še noter? To je bilo v mojem primeru, res sem se odpravil k svoji pokojninski družbi in sem jih vprašal, koliko je, ker se mi ni dal gledati, pa imam neke veze tam, logično, ker vas vse poznam, in koliko pa bo, in so me kar presenetili, moji prihranki tam niso toliko majhni, ker delodajalec je kar lepo vplačeval. Ampak seveda je tu vprašanje drugih. In potem, ko sem pri nekem kasnejšem obisku, so mi povedali, vaš kolega, da pravzaprav se večina ljudi odloči za izplačilo enkratnega, oziroma veliko ljudi se odloči za izplačilo enkratnega zneska, ki ga investirajo v novo zobovje. Ravno toliko ga je. Vsaj to so mi povedali. Zdaj se vprašimo. Obstaja en mit. Mit je to, koliko imamo Slovenci denarja, ki leži neobrestovan na bankah. In tukaj govorimo o milijardah in milijardah. Gospod Ivanc, koga je zdaj, vi to gotovo veste na pamet, 26 milijard? Gospodinstvo, ampak to je samo na račun pri slovenskih bankah. Ja, ampak recimo 26 milijard. In se to sliši ogromna vsota. Sam, ko ti malo pogledaš in če to deliš, koliko je dejanskih Slovencev, seveda govorimo o povprečju in povprečje so seveda povprečja, nič drugega kot to, ugotoviš, da je vsega skupaj bore malo. Recimo, da na osebo pride finančnega premoženja, to mi je pomagal kolega Ugovšek, malo manj kot 41.000 evrov na glavo. Denarne vloge, vključno z vlogami bankami v tujini, prideš tako naprej, gotovina, cak. Nefinančno premoženje, 65.700, trajno potrošno blago, tak, stanovanja in zemljišča pa 48.600. Zdaj pa naredimo mi sklep iz tega.
Poskušajmo ga. No, kaj si to naredil, Jure? Kaj si to naredil? Ne? Ko vidimo, koliko je tega vsega skupaj, ne, pridemo na okoli malo manj kot 100 000 evrov, če združiš to, kar imamo v bankah, v finančnih naložbah in nepremičnine skupaj, pridemo na okoli nekaj manj kot 100 000 evrov. To pa je že denar. In jaz se sprašujem, ker poskušam logično razmišljati, če Slovenci prisegamo na nepremičnine, seveda, tukaj prihajajo INR-ji, tukaj je ljudska obveznica, ponudba instrumentov je z dneva v dan večja, ne? Ampak vseeno se vprašamo, ne? Ali je priložnost za pokojninske družbe to, da se nekako vključijo v upravljanje takšen in drugačen nepremičnin. Ali moramo to res prepustiti otrokom, da gre tukaj potem za neobdavčene dediščine in potem si tam v tretjem delu pokojnine si nemočen in računaš na to, da bojo otroci se te usmilili pa te prišli kaj pogledati. Veliko nas je, ki smo to dali skozi in smo bili pri tem zelo pridni, ampak vsem si prepuščen na milosti, da milost otrokom. Ne? Zakaj prepušča to otrokom za neobdavčeno dediščino ali pa celo, kot mi je povedal kolega Ugovšek, sivemu trgu, da je neka družba, kolega je rekel, združba na Gorenjskem, ki kupuje te nepremičnine oziroma upravlja z njimi in potem skrbi za neko dodatno finančno pomoč, ko si v domu. Skratka, to je sivi trg. Ali je tukaj kaj za nas? Ne, to sem že povedal, trajnostna skrba, vse to bo dražje in dražje, mi imamo ful nepremičnin, recimo smo narod lastnikov nepremičnin, za razliko od recimo Nemčije, zakaj se to ne aktivira? To je samo vprašanje. Ne? Tako, to je vse res, ponudba je vse večja, možnosti za varčevanje so, vse to je, finančna pismenost se dviguje, vsi prispevamo k temu, da se finančna pismenost dviguje, bo več in bolje bo, ampak še vedno je to narod nepremičninskih lastnikov. Ne? Ali se to da kako drugače aktivirati, kot je zdaj? Bral sem neko knjigo pred nedavnim od ekonomista nemškega Marcela Fračarja, on je predsednik Nemškega inštituta za gospodarstvo in on govori o novi medgeneracijski pogodbi. Bismarck kot tak, to je naslednji slajd, to bo pač šlo, ker ne more biti več. Tako, ne? Vsi vemo, vsi poznate zelo dobro številke, koliko ljudi je nekoč delalo in vzdrževalo upokojence in kakšno je to razmerje zdaj. Marcel Fračar govori recimo o tem, da bi bilo pametno, da bi recimo baby boomerji, ki se zdaj odpravljajo v pokoj, da bi zastonj, ko že prejemajo penzijo, da bi bila njihova obveznost, da delajo 1 leto zastonj v korist družbe. Okay. Potem govori o tem, da bi bilo pametno, če bi vsem otrokom država ali kdorkoli že dal dediščino. Dediščino ne v obliku dediščine, ampak recimo vsak začetek, ti si zdaj star toliko in toliko, dobiš 5-6 jurjev, začni varčevati. Veliko domišljije je tukaj, marsikatera misel je utopična. Kaj pa želim povedati je to, da nujno bo prišlo do tega, da Otto von Bismarck umira. Otto von Bismarck je sicer umrl leta 1998, zdaj umira njegov pokojninski model. Ne? In tukaj bo potrebno kar dosti domišljije in seveda lastne odgovornosti. Lastna odgovornost je tista, kar tej državi manjka, meritokracija. Govorimo seveda o tem, da ne moramo pričakovati, da bo vedno država skrbela za nas. Moramo to početi sami. In vprašam se tudi, ali pokojninske družbe, in to ste vi, pravzaprav tudi čakate samo na to, da bo država rekla, da delodajalci naj dajo malo več v drugi steber ali tretji steber. Verjetno so to iluzije. Verjetno se bo treba še več ukvarjati s kupcem, stranko in z varno prihodnostjo. Jaz vam želim en lep dan in mislim, lep vikend tudi in z veseljem pričakujem naslednje govornike. Hvala lepa za pozornost.
Najlepša hvala tudi vam, gospod Frankl, za ta navdihujoč uvod in misli o prihodnosti, ki jo soustvarjamo z drznostjo, pogumom in znanjem. Zdaj pa se bomo dotaknili vprašanja, ki zadeva prav vsakega izmed nas. Kako do dostojne pokojnine in kako lahko že danes naredimo prvi korak v to smer? O tem bosta spregovorila Žiga Vižintin, direktor pokojninskih zavarovanj pri pokojninski družbi A, ter Dino Šterpin, direktor sektorja trženja pri Triglav pokojninski družbi. Izvolite. Lep pozdrav še z moje strani, res sami znani obrazi, upam, da tudi kakšni neznani. Z Dinotom so si danes zastavili, da bom jaz najprej naredil mogoče en korak nazaj, pa bomo najprej sploh pogledali ta naš produkt, ker mislim, da kdaj pozabimo tisto osnovo, kaj in zakaj je bil sploh narejen. Potem bo pa Dino v nadaljevanju malo predstavil smer, kam da menimo, da bi se ga bilo vredno razvijati. Tako da, v bistvu sem jaz še malo spremenil naslov in sem v bistvu dal nekak drugi steber, dober prvi korak, malo igra besed. In mogoče letošnje leto, zdaj vsi dosti verjetno beremo kjerkoli novice, navadne, finančne, vemo, da nas spremljajo naslovnice o visokih donosih na Ljubljanski borzi. Zelo dobro za borzo, dobro za vse, ki so vložili, dobro za slovenska podjetja. In tudi, če pogledamo indeks SBI Top, danes ga dal za borzne strani dol, za zadnje leto, vidimo, da je skoraj 50% donosnost. Spet super za vse, ki so vložili. Naslovnico se polnijo z tem dejstvom, se pravi 50% donos v enem letu. Kaj bi, če bi vam jaz rekel, da imam za vas en naložben produkt, ki vam da v pol leta 50% donos brez tveganja, ker seveda vemo, da ta zgodba donosa se lahko ali pa ne bo ponovila vsako leto. V Sloveniji pa imamo produkt, če vplačamo v individualni pokojninski načrt, če smo v najvišjem dohodninskem razredu, to je plača nad 6500, dobimo ob 3000 evrih 1500 nazaj, če decembra vplačamo 3000 evrov, dobimo čez slabe pol leta v poračunu dohodnine nazaj 1500 evrov. Danes po današnji zakonodaji to velja že 20 let. Če smo v recimo tretjem dohodninskem razredu, to je plača med 2200 do 4500, dobimo 33% vložka nazaj, še enkrat, brez tveganja, v roku pol leta. Se pravi, dam 2000 evrov, dobim 660 nazaj. Ni slabo, Seveda, velja to pod nekimi predpostavkami, ampak to že nekaj, kar danes v bistvu velja. In to je to naše prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Mislim, da že tega dejstva po 24 letih ne pozna veliko ljudi in neka stvar, recimo beremo vsak dan, zlato je prebilo toliko, Bitcoin je naredil toliko. Mi imamo produkt že 24 let v Sloveniji, ki vam nudi v omejenem obsegu, seveda do tistih 3055 evrov, tako donosnost praktično brez tveganja. Tako da. In če pogledamo v bistvu že, kako je v bistvu v Sloveniji, kar se tiče davčnih olajšav za individualne pokojninske načrte, tudi OECD pokaže v bistvu, da smo ena država z največjimi davčnimi olajšavami za individualne pokojninske načrte. In tudi, če pogledamo za nekoga z average earnings, se pravi za povprečnimi prihodki, imamo enako eno od najvišjih olajšav. Tako da v bistvu hočem pokazati eno izrazito pozitivno stvar tega produkta, ki je malo poznana. Če pogledamo po drugi strani, seveda, nekaj je davčna olajšava, nekaj je sama donosnost. Tudi po donosnosti smo slovenski pokojninski skladi, če se vse skupaj vzame, to sta 5 in 10-letna povprečja dejanskih average, se pravi dejanskih realnih donosnosti, smo nad povprečjem OECD-a, s tem, da pri tem je treba še upoštevati eno stvar, da so v Sloveniji skladi življenjskega cikla na voljo šele od leta 2016 in delež ljudi, ki varčujejo v delniških skladih, narašča, tako da dlje časa, kot bo, se bomo slovenski skladi praviloma pomikali še bolj proti desni, ker države, ki so tam, imajo višje deleže varčevalcev, ki varčujejo v delniških skladih. Tako da imamo visoko olajšavo in dobro donosnost primerjalno praktično na cel svet. In če pogledamo to zgodbo, kako je šel ta naš drugi pokojninski steber, od leta 2001 so se začela prva plačila, do danes, tukaj je še 2019 podatek, danes je čez 4 milijarde evrov v drugem pokojninskem stebru in varčuje
čez 600 000 ljudi ima pri enem od izvajalcev drugega pokojninskega stebra račun. Tako da lahko rečemo čez palc, ko se bo pokojil, bo vsak drugi zaposleni dobil od nas izvajalcev ali pokojninsko rento ali enkratno izplačan nek denar. Ni malo. In mogoče vse, kar bi še mogoče rad poudaril tudi, da v zadnjih 24 letih so vse pokojninske družbe, vse zavarovalnice, ki to delajo, nobenih težav, nobenih afer ni bilo, nobena pokojninska družba ni bankrotirala, pa vemo, da se finančni sistem sooča z enim od največjih finančnih kriz v zadnjih časih. Tudi to mislim, da je treba jasno povedati, da je v bistvu cel sektor dobro odpeljal vsa zadnja turbulentna obdobja. In mogoče danes sem jaz obljubil, ker je ura petek, pa ker je lep dan vzunaj, da res ne bomo predolgi, bi v bistvu bil nekako eno mogoče moje končno sporočilo, da mislim, da absolutno drugi pokojninski steber v Sloveniji ne potrebuje revolucije, ali če peljem to biološko metaforo še naprej, ne potrebujemo nove vrste, ker dostikrat smo ljudje in politiki nagnjeni k temu, da se skozi išče neka nova X rešitev. Mi imamo dobro rešitev že 24 let, ki pa potrebuje nek razvoj oziroma bi rekel predvsem evolucijo. Ne pa, da v bistvu stvari obrnemo na glavo, ker si s tem dobro utečeno dela že več kot 24 let. In če pogledamo, kaj je že gospod Frankl malo namignil, demografijo, tukaj so v bistvu živorejeni otroci na leto, vidimo, da se jih je včasih rojevalo v Sloveniji čez 40 000 na leto, lansko leto se je rodilo v Sloveniji najmanj otrok v zadnjih 100 letih. Tako da še kako bomo potrebovali javne in dodatne pokojnine. Tako da bi jaz na tej stočnici nehal, pa prepustil kolegu Dinotu, da on nakaže malo smeri te evolucije, kam pa mislimo, da bi mogla iti. Izvoli, Dino. Tako v Sloveniji imamo problem na pokojninskih skladih, ki je povezan z neustrezno alokacijo sredstev. Preveč sredstev je v naložbah, ki so skrajno konzervativne, obveznice, depoziti, in to je nekaj, kar nas dela v merilu Evrope posebne. Prvi smo, kar pomeni, da je največ v primerjavi z državami Evropske unije pri nas teh sredstev v takih naložbah. To ni dober znak. Za varčevalce to pomeni, da se bodo odpovedali donosom, ki bi jih sicer realizirali na delniških trgih. Zdaj vprašanje, ki sledi, je, kako smo prišli do tega rezultata. Razlog je ta. Sam pogledam, nekim je... Očitno nisem poslal prave prezentacije, ampak bom vseeno se držal rdeče niti. Razlog je ta. Finančna nepismenost. Na prvo žogo bi lahko rekli, 73% prebivalcev Slovenije je po raziskavi Evropske komisije finančno nepismenih ali pa zgolj delno pismenih. In to bi pojasnil razlog, zakaj ti ljudje nalagajo svoja pokojninska sredstva v tako dolgoročno ne najbolj smiselne naložbe. Vendar pa v Sloveniji nismo nič posebenega, kar se tiče finančne pismenosti. Vse države na svetu, kar opozarjajo vsi strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, imajo zelo podobne težave. In sicer smo prebivalci finančno zelo slabo pismeni. Po zadnji raziskavi Evropske komisije celo Slovenija prva na lestvici, oziroma med prvimi 3 na lestvici držav, glede finančne pismenosti. Torej, obratno je res. Nekaj drugega je razlog, da imamo tako strukturo naložb. Problem regulatorja. Regulator je tisti, ki je
v letu 2000 zakonodajo organiziral na način, da je naredil zajamčeno donosnost kot edino možnost varčevanja in posledično s tem definiral tudi naložbeno strukturo pokojninskih skladov. To je nekaj, kar se je sicer v letu 2016 spremenil, vendar pa kljub temu imamo ostanek tak, da je večina teh starih varčevalcev še vedno ostala v skladih, kjer je zajamčena donosnost in kjer so naložbe pretežno v obveznicah oziroma ostalih konzervativnih papirjih. To je nekaj, kar je dejansko problem za naše varčevalce, ker s tem ne bodo deležni teh donosnosti, o katerih smo govorili. Zdaj, če pogledamo čisto konkretno, kaj to pomeni. To pomeni, da v letu 2000 oseba, ki je s 100 evri začela varčevati, njen graf prikazuje gibanje njegovega premoženja, njenega premoženja šlo po tej črti. Če bi v letu 2016 ta oseba nadaljevala v skladih, ki so mu bili na voljo, bi dosegla bistveno več sredstev oziroma bistveno višjo rast premoženja. Zdaj, problem je, da so redki to izkoristili. Večina jih je ostala v najbolj konzervativnem skladu in posledično so utrpeli neko oportunitetno izgubo iz tega naslova. Lahko gremo še korak naprej in se vprašamo, kaj bi bilo, če bi leta 2000 država omogočila tako imenovano varčevanje v naložbeni politiki, ki ni zgolj zajamčeni donos in bi dosegli še višjo vrednost premoženja. To je zlasti pomembno za mlajše, za starejše malo manj, ampak kljub temu gre za relativno velike razlike. Razlike so krat 2, krat 3. In tukaj dejansko je problem, da naši varčevalci ne dosegajo tistega, kar bi lahko, zaradi regulacije, ki je bila sicer z dobro namero narejena na način, da bi obvarovala naše člane, vendar se, kot se pogosto izkaže v takih primerih, namera in rezultat zelo razlikujeta. Slovenija bi v tem smislu, če bi, se pravi, pogojno vse to obveljalo, imela bistveno več sredstev v pokojninskih skladih, lahko rečemo krat 2, in bi se tudi bistveno višje uvrstili na lestvici, kar je pa bolj pomembno, je to, da bi imeli tudi naši varčevalci več sredstev na računih ob enakih vložkih. Mrtva izguba, ki se je ustvarila, torej ne gre za igro ničelne vsote, v kateri bi nekdo dobil to razliko, ki ni bila realizirana. Gre dejansko za mrtvo izgubo, ki je nihče ni dobil. Gremo na drugo področje, ki je drugi del našega produkta, deakumulacija sredstev. Se pravi, ko se oseba upokoji, kot se je gospod, ki je začel s predavanjem, ko se bo upokojil, bo prišel do te druge faze, ki se mu reče faza deakumulacije. Gre za izjemno zahtevno področje, ki mu je tudi Nobelov nagrajenec namenil eno tako izjavo, da gre za eno od najtežjih problemov v financah. Zakaj je zahtevna? Zahtevna je zato, ker cel sklop vedenjskih, finančnih in tudi ostalih spremenljivk upošteva pri odločanju o tako negotovi prihodnosti, kot je prihodnost upokojenca. Zunanje, notranje okoliščine različne, osebne karakteristike različne, pa poleg tega tudi kognitivne sposobnosti in tako naprej. Skratka, res gre za zahtevno področje, ki tudi nima enoznačnega odgovora, kaj je najbolj ustrezno in kaj je najmanj ustrezno za upokojence. Kako si izplačati sredstva iz pokojninskih skladov, je zahtevno vprašanje. Pri nas, za razliko od drugih držav, mnogih, je relativno omejena možnost izplačil in to je zopet drugi del problema regulacije produkta. Ta omejitev seveda ima ceno.
S kolegi, profesor Laporšek Suzano in aktuarjem Boštjanom Vovkom, smo prvi v Sloveniji razvili oziroma naredili raziskavo, v kateri smo probali izmeriti, kakšen pa je ta rezultat izguba naših članov, ko se upokoji in imajo majhne ali pa manj možnosti za izplačilo teh sredstev. No, in rezultati grejo v 3, recimo, smeri. Prva je ta, da ugotovitev je bila, da so cene rent pri nas višje, kot so v tujini. Izključno posledica regulacije. Sicer ne obstajajo javno dostopni podatki, ampak lahko se zanesemo na to, da so sredstva kritnih skladov za izplačilo rent pretežno še več kot v akumulaciji v obvezniških naložbah. In te absolutno ne omogočajo niti uskladitve z inflacijo. Druga pomembna je heterogenost upokojencev. Med nami, med njimi, med upokojenci so izjemne razlike in vsak preferira lahko drugačno obliko izplačil. Razlike so lahko res velike. In tretja, mogoče najbolj pomembna, je ta, da imajo varčevalci, člani, upokojenci zaradi take regulacije dejansko izgubo. To izgubo bomo pogledali tudi kasneje, kakšna je. Naredili smo model, s tem modelom, da ne gremo preveč v podrobnosti, smo izmerili dejansko, kaj to pomeni, se pravi koristnost smo merili, primerjali smo koristnosti vseh možnih oblik izplačil, tako tistih, ki so na voljo, kot tudi tistih, ki niso na voljo. In na osnovi tega smo primerjali, kakšna bi bila zahtevano potrebno premoženje za tisto izplačilo, ki daje najvišjo koristnost. In iz tega smo izračunali implicitni davek in s tem bomo tudi zaključili ta del prezentacije. Še prej pogledamo, kaj smo dodali, katere produkte. Se pravi, na voljo imamo 3 zavarovalniške produkte, ki dejansko so na voljo našim članom. Dodali smo 2 stebra dodatna, finančni in hibridni produkt. Finančni produkt ni omejen na vse življenje, hibridni produkt pa vključuje obe možnosti, se pravi tako finančno, kot tudi vse življenjsko izplačilo rente. Nismo si sami izmislili teh produktov, to so produkti, ki obstajajo v svetu, nič novega ni, smo jih pa dejansko umestili v kontekst naših varčevalcev. Poleg tega smo upokojence na nek način, tako kot bi Frankenstein sestavil, ampak smo zelo poenostavljeno pogledali 4 spremenljivke, ki zopet jih v tuji literaturi najdemo, da so ključne za to, da opredelimo posameznega upokojenca. Strah pred izgubo, motiv za dedovanje, nadomestitveno razmerje in pa subjektivna diskontna stopnja. Na osnovi teh 4 parametrov smo oblikovali nekaj oseb in za te osebe smo izmerili koristnosti. To so osebe, ne bomo šli čez vse, vsak ima neko svojo karakteristiko od teh oseb, mogoče 2 sta tukaj malo bolj opisane, se pravi, imamo eno osebo, ki ima ime Ivan, on je imel visoko plačo, izplačilo sredstev želi čim prej, vseeno mu je, kaj se zgodi v primeru njegove smrti z privarčevanimi sredstvi in pa nič ga pretirano ne skrbi znižanje pokojnine. To je čist realna situacija ene osebe, ki pač ima take karakteristike. Na drugi strani je Maja, popolnoma nasprotje od te osebe, se pravi, ima pa podpovprečno plačo, kar implicira v slovenskem pokojninskem sistemu visoko nadomestitveno razmerje. Skratka, zelo je motivirana, da pusti zapuščino in pa zelo je tudi občutljiva na nihanja v pokojnini. To sta 2 osebi, popolnoma različni. In vsaka od teh oseb bi dejansko zbrala različen tudi produkt. Se pravi, Ivan izbere H8, to je hitro pospešena renta, ki v 8 letih izplača večino premoženja, kar je konsistentno s temi njegovimi možnostmi. In tudi, če mu razširimo nabor, bo on spet zbral isto rento. Se pravi, za njega ne obstaja nobena obdavčitev oziroma ni na slabšem. Njemu že obstoječ sistem daje to, kar on rab. Nič več ne rab. Medtem ko pri Maji je stvar drugačna. Ona bi izbrala drugačno obliko rente in sicer rento, ki je variabilna na nek način oziroma je
5% realna izplačila dosega. In ona bi pa na račun tega dosegla višjo koristnost. Implicitni davek, ki smo ga izračunali 42%, pomeni, da za 42% manj premoženja bi dosegla enako zadovoljstvo. To pomeni precej visok davek, ki zopet ne gre na žalost za bolnice, za šole in podobno, ampak je tako kot v primeru akumulacije dead loss. No, in če razširimo ta nabor naših 8 smo modelirali oseb, vsak ima svoje karakteristike, ampak kar je pomembno, so davki spodaj oziroma ta implicitna obdavčitev. Najvišja je pri Ani, kjer se pokaže kar 62% obdavčitev. Ne zdaj, procent plus minus, ni to pomembno, ampak je pa pomembno to, da ta oseba bi bistveno manj rabila premoženja, da bi dosegla isto zadovoljstvo, če bi lahko zbirala in izbrala drugo obliko deakumulacije, kot jo trenutno lahko dobi. In to dejansko je problem. Če pogledamo prvi steber, če pogledamo oziroma prvi ta del akumulacijski, če pogledamo drugi deakumulacijski, obeh imamo regulatorne omejitve, ki onemogočajo našim članom maksimizirati, dobiti največ iz tega, kar vplačujejo. To je rezerva, ki jo imamo. In za zaključek, se pravi 3 točke. Akumulacija, se pravi, za varčevalce pomembno, da je privzeta naložbena politika, ne samo za nove, tudi razmisliti o teh starih varčevalcih, ki so obtičali v skladih, zaradi pasivnosti bodo tam verjetno do konca, ali bi bilo kakorkoli možno jih prestaviti sistemsko. Se pravi, na akumulaciji je ta izziv. Seveda so tudi drugi izzivi, se pravi vprašanje več skladov in tako naprej, ampak če pustimo to ob strani, je prvi ta, da imamo preveč mladih v napačnih skladih. Drugi del je deakumulacija. Tudi tukaj bi bilo potrebno razmišljati o neki prevzeti možnosti, ker naša situacija je taka. Ljudje niso finančno dovolj pismeni, da bi razumeli vse možne kombinacije, tudi če popolnoma liberaliziramo trg. In je verjetno tudi tukaj neka prevzeta možnost skoraj da potrebna, ob seveda določenih predpostavkah, ki jih od teh osebah bi morali dobiti. Tako da tudi na deakumulaciji imamo najmanj, kar je širitev in pa neke prevzete možnosti izplačil. In tretja, fleksibilnost. Vedno obstajajo ljudje, ki so pametnejši od nas. In to je treba zagotoviti in omogočiti. Torej, ni potrebe potem, da nekdo, ki mu ta sredstva v pokojninskem skladu ne predstavljajo življenjsko pomembnih prihrankov, ne more s temi sredstvi tudi tvegati, kar je zdaj onemogočen. Enako velja za deakumulacijo, tudi tam je potrebno dopustiti ljudem, da tvegajo, če si to lahko privoščijo, pri čemer je potrebno verjetno izvesti nekakšen default oziroma neko prevzeto možnost. Tako da to bi bile 3 točke. Upam, da je padlo na plodna tla. Tako da hvala za vaš posluh. Najlepša hvala obema za ta zanimiv in zelo konkreten vpogled. S tem pa prehajamo v osrednji del današnjega dogodka, okroglo mizo z naslovom Pokojninska reforma in drugi steber, rešitve za dostojne pokojnine in razvoj gospodarstva. Z nami so ugledni sogovorniki, ki vsak svojega zornega kota soustvarjajo prihodnost finančnega in pokojninskega sistema. Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB. Ivana Gazič, predsednica uprave Zagrebške borze. Janez Kranjc, predsednik uprave skupine Prva. Andrej Plos, predsednik uprave pokojninske družbe Sava. Ter Robert Leskovar, vodja pokojninskih zavarovanj pri Generali.
Pogovor bo vodil Primož Cencel, izvršni direktor sektorja za upravljanje premoženja na Modri zavarovalnici. Primož, predajam besedo. Ja, hvala za besedo, Maja. Sam sem pred dobrih 2 leti prišel iz 3. stebra, nekako v 2. steber, in v tem kontekstu sta se mi pojavile 2 taki stvari, katere nisem niti prej dosti razmišljal. Prvo je to, ko smo že danes slišali, pri 58 letih dobiš prvi poziv o tem, da greš lahko v penzijo. Sam tam še nisem, ampak v bistvu je to drug za izračun, kakšna bo tvoja pokojnina, je pa bolj drug šok, s katerim sem tudi govoril z marsikaterim človekom, ker je ta padec med tvojo zadnjo bruto plačo pa tvojo bruto pokojnino toliko visok, da me je malo spomnil na moje prva leta na finančnih trgih v veliki korekciji, ko so bili toliko taki padci na borzah. Zdaj, zame je bilo to v redu, ker je bilo to v prvem, drugem letu mojega življenja. Za nekoga, ki pa se s tem prej ni ukvarjal, pa pri 65 letih dobi izračun, kakšna bo njegova pokojnina, pa je lahko ta vrzel v dohodkih bistveno previsoka, da lahko preživi s tem. Ampak sicer, gospod Frankl, so me vaše misli pomirile, da dokler si zdrav, je še kar v redu. Ampak potem, ko si pa bolani, pa to še toliko težje. To je bila ena taka stvar. Ta druga stvar, pa ker se večinoma časa ugibam v okolju, kjer ljudje vejo, kaj se dogaja na borzi, pa kaj so delnice, pa kaj so obveznice in te stvari. Ko smo delali raziskavo na Modri, smo ugotovili, da če gledamo celotno populacijo, so pa skoraj samo naložbe v 2. stebru in izpostavljenost delnic v 2. stebru praktično edini stik glavnina populacije do donosov delnic. In da v bistvu prek ostalih oblik varčevanja ni, ali ga pa toliko malo, ali pa se sploh ne ukvarjajo s tem, da sploh nimajo stika z delnicami. In tukaj sem začel res razmišljati dejansko, kakšno moč ima 2. steber in koliko veliko bomo rekli, lahko naredimo za populacijo v kontekstu razvoja 2. stebra. In danes smo dobili zelo veliko istočnic in da ne bom jaz predolg, bi kar začel s prvim vprašanjem, ki gre v kontekstu začetka naše razprave. Gospod Brodnjak, bančni sistem ima zelo veliko depozitov in me zanima vaš pogled na to, kakšen se vam zdi robustnost pokojninskega sistema v Sloveniji in pa ali imajo tukaj banke in v končni fazi vse zavarovalnice in finančne inštitucije možnost, da bi bolj spodbujalo varčevanje tudi na kapitalskih trgih. Ja, jaz sem dobil prvo tako soočenje pri 50, ne pri 58, ko sem glikal dobil pismo, da nisem več vojaški obveznik. Ker zgleda pri 50 te ugasne, kljub temu, da si bil vezist. Ne može več biti vezist pri 50, očitno. Če ti glava funkcionira. Druga stvar, ki je, samo zdaj kot provokacijo, potem se pa dotaknem tega, kar ste vprašal. Izhajamo iz nedela in počitka. Smo živo bitje. Živo bitje vse svoje življenje se bori za preživi. Človeška vrsta je pač se domislila nekega fenomena, da 25 let se učimo, 40 let delamo in potem poprečju 15 let živimo, se pravi, samo pol svojega življenja se borimo za obstanek. To je povsem skregano z logiko obstoja katerekoli živalske ali človeškega bitja, koliko vrste. Ne gre. Mojemu očetu, ko se je upokojil pri 63, so rekli, da ne sme delati več kot toliko ur. Pri 75 je 6 dni na teden, 12 ur na traktorju. Človeško bitje ni narejeno za to, da leži. Človeško bitje je narejeno za delo. Ne zato, da iščemo poti, kako bomo čim prej nehali delati in kako bomo čim prej prenesli svoje učinke tega ne dela na javni sektor ali na kogarkoli, na sheme, na proizvajalce, izvajalce, upravljanje premoženja in tako naprej. Torej, NLB seveda v svoji funkciji sistemske institucije, ki upravlja mimo grede 70% gotovine slovenske in v Sloveniji smo drugi v Evropi po porabi gotovine in ta raste. Obseg gotovine v obtoku raste. Danes sem bral, da je v Veliki Britaniji že samo 9%, no pri nas je 64 in raste. Lahko se vprašamo, zakaj.
Ne? Jaz trdim, ker smo prekupčevalci zgodovinsko bili in bomo in smo prišli čez aferje v krivuljo in več ne bomo se javno legitimirali s svojim premoženjem. V cash se seli. Ne? Ko gre za izplačilo plač, prejemkov, se seli v cash. Ko gre za medsebojne transakcijske odnose, se seli v cash. Te državi ne bomo več dali, je prepožrešna. To je reakcija prekupčevalca slovenskega. Drugi za Malto smo v Evropi po uporabi gotovine. Ne? Ker smo pač tako močno že obdavčeni. Zdaj govoriti seveda o nekih elementih, kako stimulirati, tudi v funkciji sistemskega igralca, večje premike v smeri javnih shem, zasebnih, javnih in drugih shem, bo potrebno najti ravnovesje, seveda. Zdaj, kako najti ravnovesje pri izrazito preobdavčenem delu in še vedno določenih žepkih možnega obdavčitve premoženja, je drugo vprašanje. Mi si prizadevamo z našim programom družbene odgovornosti, katerim je ključni steber finančno opismenjevanje, skozi zadnjih 20 let ves čas seveda stimulirati, izobraževati, osveščati, da obstajajo alternative stanju na računu in nedonosnim depozitom. Smo v zadnjih 21 letih zdaj obstoja družbe NLB skladi praktično iz nič, iz Greenfielda prišli na 42% tržni delež. Ta raste 2% točki na leto. 3,5 milijarde tega premoženja imamo približno, vsega skupaj, skupaj z Vitinim delom. In to je nek prispevek. Se pravi, skušamo osveščati, izobraževati vš čas in ljudi napeljevati k temu, da razmišljajo, da nima smisla držati vsega svojega premoženja v gotovini, stanju na računu oziroma nepremičnini. Je pa to seveda zahteven posel, saj bi pri tem morali sodelovati še bistveno bolj obsežno z vsemi drugimi deležniki v sistemu. Ne govorim samo o pokojninskih družbah, ki ima seveda svoj izrazit partikularni interes, govorim seveda tudi z celotnim sistemom, finančnim ministrstvom, z drugimi ponudniki, klasičnimi zavarovalnicami, življenjskimi zavarovalnicami, da si skupaj dejansko v en rok to ves čas ponavljamo in trobimo. Zdaj, mi absolutno podpiramo to vrstne sheme, pač spremljamo od blizu, kaj se dogaja na Hrvaškem. Jaz mislim, da ni alternative nekemu obveznejšemu, kljub vsemu režimu, zdaj ali opt-in ali opt-out, že to je ena stvar, ki je lahko samo mini korekcija obstoječega sistema, tega, kar imamo drugega stebra, že to bi lahko zelo veliko dosegli. Po drugi strani pa mislim, da bo treba kljub vsemu formalno, obsežneje delegirati te odločitve od posameznika k upravljavcu. In zdaj, ali so delodajalci proti ali ne, je manj pomembno, če naslovimo to celovito davčno reformo. Dokler delodajalcem nalagamo samo bremena in ne naslovimo celovito razbremenitve dela v širšem kontekstu, tako dolgo se da to težje od njih pričakovati, da bi podprli kakršenkoli obligatorni vplačila v drugi, tretji steber. Če pa seveda dosežemo skupno razbremenitev dela in to umestimo v ta del splošne razbremenitve dela, bo pa ta dialog lažji. Ampak seveda vsi govorijo, celovita davčna reforma ni mogoče, seveda, če se je ne lotiš, ni mogoče. Če se je pa lotiš na način, da jo poenostaviš in rečeš, razbremenitev stroškov dela bomo naslovili za neko pavšalno, dovolj razumno visoko stopnjo obdavčitev vsega premoženja in se ne ukvarjamo, ali to za nepremičnino ali kripto ali karkoli, vse premoženje bo evidentirano in obdavčeno, to, kar je predlagal kolega 0,2-0,3%, je pa to nekaj drugega. Pa tu lahko tudi celo neko progresivnost umestimo. Za nekoga, ki ima več kot 10 milijonov, ne plača pa 0,4%, se vseeno. In to hitro sfinanciramo, razbremenitev dela, takoj. Če ne pa prehodno z DDV-jem. Vse se da, nič ni nemogoče. Če se pač odločimo, da bomo to naredili, če se pa odločimo, da ne bomo, pa ne bomo. Do takrat pa mi lahko vsi skupaj samo izobražujemo, osveščamo, promoviramo, nič, kar ne bo obvezno, ne bo obveljalo, nič, kar ne bo opt-out, bo pač ne opt-in in sledje ne bodo odločali, pika. In ko gre za pač pregovorno konzervativno Slovencev, cash ali nepremičnina, v seveda vsakem izbruhu negotovosti na planetarni ravni ta izbruhne v vsej svoji veličini. Hvala. Ko ste že omenjali Hrvaško, gospa Gazič, bi lahko kakšno rekli o tem, Hrvaška ima obvezen drugi steber, kakšne so to sistemske prednosti, pa kaj se lahko Slovenija iz tega nauči, povzame sabo? Dobar dan svima.
Evo, drago mi je da je ova tema aktualna trenutno u Sloveniji. Meni se čini da je to kao kad država recimo oporezuje cigarete ili alkohol da bi nas nekako spriječila u nekom štetnom ponašanju. Tako i kad država donese zakon da imamo obvezne mirovinske fondove, oni nas u stvari destimuliraju da trošimo novac kad smo mladi, a onda kad stariji da računamo isključivo na državu za pomoć od njih. Rezultati naše mirovinske reforme, koja je ujedno jedina strukturalna reforma koja je uspjela u Hrvatskoj, sve druge nisu uspjele, zato što obično političari imaju horizont od 4 godine koji je kraći radi tih izbornih ciklusa. Ovo je bio jedini projekt koji je uspio i nemojte misliti da nisu i kod nas političari par puta kad je bila kriza došli na ideju da taj drugi stup ponovno vrate u državni proračun kao što su to napravile Poljska i Mađarska. Međutim, nije se to dogodilo i mi smo zaista jako sretni radi toga i kao djelatnici i ja kao osoba koja radim na borzi. Jel? Rezultat je da 29% imamo u drugom stupu 29% BDP-a ušteđenih sredstava, za razliku od Slovenije koja ima 7%. Krenuli smo iste godine. Vi se relativno bolje ponašate što se tiče u ovom kontekstu dobrovoljnog, zato što mi manje štedimo opet dobrovoljno i tu pokazuje, ja bih rekla isto tako, da ljude na neki način treba na to prisiliti. Ono kako naš drugi stup je strukturiran je da 20% naše bruto plaće oduzima se i ide u svrhe mirovinske štednje, 15% poena od toga ide u državni proračun, a 5% ide u drugi stup. Ideja je bila kad su osnovani mirovinski fondovi kao da vidimo kako će to krenuti, pa ćemo onda kad malo oni nauče i malo se izvježbaju, onda ćemo povećati taj postotak. I da je taj postotak povećan, mi bi naravno s tim bili još više zadovoljni. Mi osobe vidimo to kao novac koji je nekako otet iz proračuna, nije potrošen na nekakve, transfere države i slično, na potrošnju, nego je jednostavno nešto što se nalazi na našim privatnim računima i čak i u slučaju naše smrti se nasljeđuje, od toga imaju koristi nasljednici i tako dalje. Osim toga, ogroman je bio utjecaj i na naravno tržište kapitala. Mirovinski fondovi su investirani u gotovo sve kompanije koje imaju uspješne rezultate na Zagrebačkoj burzi. Ja bih rekla da su čak i udarili limite što se tiče njihovih investicija i stalno sad mi imamo druge probleme, a to je pomicanje tih granica i povećanje ulaganja u dionice, jer jednostavno prinosi, kao što je kolega koji je prezentirao ranije rekao, prinosi na obveznice i depozite na dugi rok jednostavno nisu dovoljni u tom mirovinskom sustavu. Mi se isto susrećemo sa demografskom vrlo teškom situacijom, tako da mislim da je lijepo imati više od 2 decenije iza sebe, ali nikad nije kasno za počet. Tako da mislim da, slažem se potpuno sa Blažem, da je radikalne mjere nije nikad kasno donijeti. Ja, hvala. Slovenija se zdaj nahaja v zadnji fazi sprejemanja pokojninske reforme. Eni pravijo, da je premalo sprememb, eni govorijo, da jih je preveč, eni bi šli na referendum, eni so proti referenduma. Ampak gospod Kranjc, kaj vi pravite, kakšni so vaši zaključki, predvsem mogoče, če pogledate za drugi steber? Ne vem, kdo je unika pravi, da je sprememb preveč, ker mislim, da prav velikih ni. No? Ampak najprej, da ne bomo samo negativni, je nekaj pozitivnega v tem, da je le vlada izpeljala pokojninsko reformo, ker vsi poznamo tukaj demografsko sliko Slovenije. Vsi se zavedamo, da posledično bomo vsi mogli delati dlje in šli v pokojnino zagotovo vedno kasneje in te pokojnine bodo realno, glede na demografsko sliko, vsaj iz prvega stebra, vedno slabše.
Kjer pa verjetno lahko govorimo o zamujenih priložnostih, je na področju ravno drugega stebra. Namreč zanimiva ta situacija v Sloveniji, ko s komorkoli se pogovarjaš, pa naj bo iz samega sektorja pokojnin ali naj bo iz ostalih, vsi govorijo, da bi na področju drugega, tretjega stebra Slovenija mogla kaj narediti in da neki predlogi, ki so bili že relativno daleč na mizi, so bili korak v pravo smer. Ravno tako se strinjajo strokovnjaki iz ministrstev, posamezni ministri, vlada, vsi se strinjamo, da je korak proti, pa ne bom ravno rekel čisto obveznem pokojninskem sistemu, ampak neki samodejni vključitvi ali pa ta opt-in, opt-out, kot smo prej slišali, da je pozitiven in bi ga mogli narediti. Zanimivo je, kje potem zmanjka ta volja na koncu, ta odločnost v bistvu nekaj narediti, kar, kot smo slišali, bi bilo dobro za vse nas, da se ne pogovarjamo samo o transferih, pa kako bomo denar zapravili, ampak o nekih multiplikativnih učinkih, ki jih drugi steber lahko ima. Torej ne rešuje samo mogoče te problematike demografije, višjih pokojnin, ampak ljudje imajo nekaj na računu, privarčevana sredstva in na koncu se ustvarja kapital, kar zelo dobro vidimo tudi na primeru Hrvaške, se ustvarja neki kapital, neka privarčevana sredstva v državah, ki je dolgoročen kapital, ki ni namenjen samo za kratkoročno financiranje, ampak tudi za kapitalske naložbe in se lahko nazaj vrača v gospodarstvo. Tako da nažalost po teh 24-25 letih govora, da bi to mogli v Sloveniji narediti in strinjanja, da bi mogli nekaj narediti, še vedno zmanjka korak, pa kot je tudi Blaž pred mano rekel na koncu, na temu, da so gospodarstveniki proti, čeprav vemo, marsikaj zelo hitro potem tudi vržemo ven razne predloge, ko so ga gospodarstveniki še bolj proti njim, pa jih tudi en mesec pred zaključkom leta ravno tako predlagajo in kar silijo naprej. Tako da enostavno volja manjka, pa neka odločnost ali pa neka dolgoročna vizija. Ja, potreba po obvezni vključitvi. Se vam zdi, da to gospod Plos manjka v tej pokojninski reformi, ali pa v bistvu drugo vprašanje, podvprašanje, ob spremembi situacije v prvem stebru se vam zdi, da je potreba po drugem stebru še večja ali manjša? Na prvo vprašanje bom moral nekoliko dvoumno odgovoriti, ker seveda kot predsednik uprave enega od izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja bi seveda neka obveza bila v redu, ker bi že po nekem avtomatizmu se začele kreirati neka vplačila premij v dodatno pokojninsko zavarovanje, ampak mislim, da je to gospod Brodnjak rekel, to je nek parcialni interes. Zdaj kot državljan te države pa si nekako pri stvarih, ki so vprašanje neke zavesti pa ozaveščenosti, se pa malo bojim takih razmišljanj, neke prisile, da ne bo narobe mišljeno. Jaz mislim, da moramo imeti tudi javne institucije, ki se morajo financirati skozi davke, ampak recimo dodatno pokojninsko zavarovanje je stvar neke zavesti. In tu prijemo pa do vašega drugega vprašanja. Jaz mislim, da nas bo prej ali slej situacija prisilila, in zgleda Slovenci smo pač taki, da ko imamo problem, mi nimamo izzivov, generalno imamo probleme, ker pol začnemo funkcionirati, potem se neke stvari zgodijo. In večkrat so zdaj že, mislim, da vsi moji govorci pred menoj in pa sogovorci so omenili demografijo. Tiste napovedi iz bele knjige o upokojevanju iz leta 2016 se uresničujejo. Ne bom rekel na žalost ali pa na k sreči, ampak dejstvo je, da se uresničujejo. Leta 90 je bilo 2,3 nekaj takega aktivno zaposlenega na enega upokojenca, danes je 1,57, trendi kažejo, da bi tam nekje leta 50 lahko prišli do pod enega zaposlenega na enega upokojenca. Tako da mogoče bomo pa v konkretnejših rešitvah pa v nadaljevanju. Ja, to smo že govorili v deakumulaciji. Jaz bom kar uporabljal rentnem izplačevanju. V
predlagani pokojninski reformi pa je nekaj na to temo rečenega. No? Pa gospod Leskovar, bi lahko vi nas kaj popeljali v deakumulacijo oziroma po domače drugi penziji? Ja, bom povedal par stvari, mogoče prvo tam ena replika za obvezno vključitev. Zdaj, kancler Merz v Nemčiji je rekel, da bo verjetno tudi prišel do tega, zdaj, ko so težave v prvem stebru, da bo mogel narediti obvezno prispevno stopnjo za delodajalce za drugi stebr. Jaz sem mislil, da bo gospod Frankl to pol mogoče razčlenil pa drugače obrnil v okviru zaključne besede. Zdaj, z vidika deakumulacije pa to. Trenutni naš sistem pokojninskih rent ima nekako 75.000 polic, okoli 600 milijonov evrov sredstev, pa nekako 150 milijonov teh sredstev, ki se vplačajo kot premija in raste. Tako da vključijo se pri 61 letih, poprečna starost rednega prejemnika pa 67. Lahko rečemo, da je dober sistem, mislim, z vidika številk. Zdaj, kje pa hudič? Hudič je pa v detaljih. Kakšna je struktura teh polic? Struktura teh polic je, da večinoma so to pospešene rente in določene oblike tudi v obliki predujmov. Zdaj, Dino je začel malo z deakumulacijo pa racionalnim razmišljanjem ljudi. Tukaj so racionalno razmišljanje ljudi, ker tukaj je davčna optimizacija. Ljudje pogledajo številke, vidijo, kakšne so in se odločijo po najboljšem pametnem razmisleku. In taka je pač odločitev. Zdaj, predlogi pokojninske reforme, nekako, kako je že rekel gospod Krajnc, jih ni glih veliko, lahko jih vzamemo v 6 točk. Prvo je ta samodejna vključitev, ki smo že malo obravnavali, druga so omogočene finančne rente, ki zdaj se umikamo z doživljenjskih rent, pa tablice gredo pač ven. Potem so tudi zadeve, ki so vezane na določene življenjske situacije, oziroma ko je človek že tik pred smrtjo, pa da se koristijo sredstva oziroma še ta del. Tudi mogoče ta fleksibilnost z vidika odločanja za podsklade, ki je do 60 leta zdaj prosta, pa pač tisti del, ki mogoče ga nismo omenili, in tisti del, ki nas boli, izvajalce znižanje upravljavske maksimalne provizije iz 1% na 0,8, ki je bil v kombinaciji z samodejno vključitev, pa pač ena stvar je ostala, druga šla pa pač ven. Tako da nekako to bi bil komentar z vidika deakumulacije. Dino je že veliko povedal, jaz bi sam dodal še ta del z številkami, pa pač finančna renta, mi čakamo in upamo, da bomo čim prej lahko 1.1. Imeli to zgodbo, da bomo lahko začeli operativno tudi te finančne rente kot produkt začeti postopke za izvajanje in da bomo pa tudi lahko to ponujali in jaz upam, da bo ta rešitev čim prej na mizi, ker jo smatram zelo pozitivno. Vedno lepo govoriti o pozitivnih stvareh. Tudi če smo bolj gremo, da smo občutljivi do problemov, kot do izzivov, ampak vseeno, pokojninska reforma je že skoraj teče proti cilju. Mene pa zanima, kakšni bi mogli biti današnje odločanje, da se bo drugi steber še izboljšal, gospod Plos. Bi mogli produkte še kaj spremeniti? Kako bi mogla zakonodajo še bolj izboljšati? Mogoče, če se zdaj dotaknem tega dela, dodatnega pokojninskega zavarovanja v novem zakonu, mi ocenjujemo, da nekatere stvari gredo v pravo smer. Recimo, če pogledamo prehajanje med skladi življenjskega cikla, ki je zdaj več ni omenjeno na starostne meje, doživljenjskost se na nek način bi naj ukinjala. Gospod Leskovar je omenil predujme za neke nižje zneske, ki nima smisla, da se transformirajo v neko rento. Te stvari so primerne, v redu. Mogoče bi se dalo še kakšno stvar tudi zboljšati, to je pa zdaj bolj mnenje moje osebno, recimo, da znesek, ki se privarčuje, oziroma znesek, ki je davčno upravičen, ki se mi zdaj, gospod Vižantin prej lepo pokazal, kakšen donos lahko v enem letu ustvariš, je pri nas zdaj 3000 pa nekaj evrov. Nizozemska je tak se vsi obračamo tja, ampak tam je tudi malo druga stvar, glede ekonomske svobode posameznika v smislu njegovih prihodkov, ampak tam je znesek 35.000 evrov. Morda bi bilo nekaj, recimo pri neki naslednji reformi za razmisliti, da bi ta znesek lahko pri nas vse podvojili.
To bi sigurno bilo nekaj, kar bi bilo še dodatno v redu. Kar pa zadeva sam sistem, zdaj, če se primerjajo te razvite države, zdaj sicer, kot je gospod Lesko rekel, ne, v Nemčiji razmišljajo o neki prisili, ne, ali pa o samodejnosti. Načeloma pa tisti, ki so tu razviti, ne, ni zakonskih obveznosti. Ne. Gre za neko jasno ozaveščenost, oziroma je ozaveščenost že tako visoka, da dejansko delodajalci sploh ne razmišljajo nekih tovrstnih zadev, ne bi vključevali v nek plačni sistem, oziroma so te stvari zelo regulirane skozi kolektivne pogodbe. Nizozemska, ker malo tisti sistem sem malo bolj podrobno proučeval, ima tak nekako naspol, ne? V nekaterih branžah je to z zakonom predpisano, da mora biti del kolektivne pogodbe, ostali vsi pa to vzamejo kot zdravo zagotovo in je na tak način to urejeno. Ne? Tako da spremembe, ki so trenutno, so v prid zavarovancev in ne gredo v napačno smer. Mi bi mogoče samo kako številko verjetno malo potisnili v drugo smer. Ne v drugo smer, ampak v višjo. Hvala. Zdaj pa če gremo pogledati malo bolj naložbene politike posameznih podskladov, krovnega sklada. Gospod Kranjc, imate še vi v bistvu kakšen pogled na to, če bi lahko tukaj kaj naredili, ali pa mogoče malo poveste, kaj se trenutna sprememba zakonodaje omogoča, pa bomo rekli, a smo Slovenci mogoče malo preveč konzervativni, da gledamo samo delnice, obveznice, mogoče kakšni izvedeni finančni inštrumenti, ali pa še kaj bolj abstraktnega spada v tak produkt? Hvala, vsekakor relevantno vprašanje, tudi vezano za kam pokojninski skladi sploh nalagajo in ali so ti potem lahko sploh te donose dosegajo, ki si jih vsi želimo. V predstavitvi Dinota danes smo videli, da torej v preteklosti, če bi rekli z reformo leta 2000, so pokojninski skladi imeli en velik problem garantiranih donosov in posledično obveznic. Bi pa rekel, da se je to že v letu 2016 kar precej spremenilo in dovolilo pokojninskim skladom precej široko naložbeno politiko. Tako da z vidika, kaj vse skladi danes lahko počnejo, torej niso to obveznice, skladi, predvsem tisti, ki se izbirajo za sklade življenjskega cikla, lahko izrazito vlagajo v delnice, dovoljene so nepremičnine, tako da ta naložben razred je precej odprt. Mogoče, kjer vsi imamo priložnost, pa mogoče je ne izkoriščamo dovolj, pa ne samo v doseganju zadostne akumulacije, ampak tudi potem multiplikacijskih učinkov pokojninskih skladih za Slovenijo je, če omenim alternativne sklade, namreč so neki segmenti, kamor pokojninski skladi sami ne morejo vlagati, lahko pa vlagajo posredno, recimo v majhna in srednja podjetja, skozi alternativne sklade, če rečemo private equity sklade, ali pa so to nepremičninski alternativni skladi, ali pa private debt skladi in tako naprej. Cel nabor, kjer bi rekel, da so slovenski pokojninski skladi še vedno podinvestirani. Nekateri več, nekateri manj, ampak zavedati se moramo, da tudi zgodovinsko, kot smo se včasih bali delnic, se verjetno še vedno marsikdo boji alternativnih skladov in posledično investira manj. Zakaj pa so mogoče take oblike naložb še posebej primerne za pokojninske sklade v Sloveniji? Namreč zadnje čase veliko časa govorimo o kapitalskih trgih, pa govorimo o krepitev kapitalskih trgov, pa kako do kapitalskih trgov. Na koncu vsak pove, brez velikih pokojninskih skladov z velikimi sredstvi ne bomo imeli razvitega kapitalskega trga. Ampak to je samo pol odgovora, ker namreč, ko govorimo o kapitalskih trgih, velikokrat pomislimo na borzo. Problem Slovenije mogoče pa je, da je relativno malo podjetij, ki bi bila dovolj velika, da bi sploh lahko dosegla neko ustrezno likvidnost na Ljubljanski borzi. In torej, kako se bo ta kapital pokojninskih skladov lahko vračal nazaj v gospodarstvo, kjer bo lahko spodbujal potem tudi mala rastoča podjetja, ki nujno rabijo kapital, ki imajo odlične ideje, vendar nimajo denarja, da bi lahko rasle. Zdaj, primerni so pokojninski skladi, ker po svoji naravi nalagajo ekstremno dolgoročno, lahko prenašajo relativno velika tveganja iz tega in skozi to
so ravno za slovensko družbo, kjer je sestavljena iz malih in srednjih podjetij, primerni ravno ti vehikli, če bi rekel, alternativnih skladov, ki lahko potem ta kapital nazaj vračajo v družbo. In dobimo torej že dva pomena pokojninskih skladov, ne samo tistega, ki zagotavlja in rešuje neko demografsko sliko Slovenije, ampak tudi krepi kapitalsko spet Slovenijo, tako kot smo tudi priča zelo na Hrvaškem. Hvala. Zdaj pa, če gremo sam še, danes smo že poslušali v različnih profilih bomo rekli, pri rentnem izplačevanju. Zdaj pa, kar se tiče teh starostnih omejitev pri prehajanju med kreditnih skladov, gospod Leskovar, bi tudi tukaj lahko kaj bolj naslovil ta problem, ker mogoče pa nekdo, ki je dobro situiran, mu ni treba v zadnjih 5 letih sedeti v garantiranem produktu. Zagotovo ne, pa tudi večinoma teh novih, ki vstopajo po 2016, ne sedi. Zato, ker 95% ljudi gre, če se na novo vključuje, gre po starostnih noter v nove podsklade, glede na starostno strukturo. Tisto, kar edino prej omenil, problem je v tistih, ki so ostali v zajamčenem podskladu. In tudi logika, če bi od začetka se mi upeljali naložbeno politiko življenjskega cikla, ki je super, da smo jo upeljali, in tudi mislim, da timing je bil prav dober, mogoče bi že 2-3 leta, mogoče prej, ampak če bi jo pa upeljali takrat v krizi, bi imeli pa verjetno velike težave, ker takrat zajamčen donos je deloval svoje učinke in jih kazal. Medtem ko zdaj zadnjo obdobje, ko smo jih upeljali od 2015-2016, se pa kažejo pozitivni učinki naložbene politike. Če bi bila od začetka peljana naložbena politika življenjskega cikla, ne bi imeli te problema, ker recimo zdaj 50% ljudi noter v zajamčenem skladu, ki bi lahko bili kje druge, ker so mlajši od starosti za zajamčeni podsklad. In bi logika naložbene politike bila, da bi sam tistega človeka 5 let in tudi naložbeno strukturo bi lažje prilagodili te zadevi, ker zdaj verjetno vsak izvajalec poskuša tistih 10% flikati z equityjem pa s tistim delom, ker če bila sam 5 let, ne bi tega rabili, ko ga imamo. In malo rizično bolj je ta zajamčeni sklad. Zdaj, malo, kak je ta komunikacija z temi člani. Jaz mislim, da takoj, ko ti sklepaš neko zavarovanje, moraš biti popolnoma informiran. Ker vsako informiranje kasneje so samo neke informacije, ki grejo malo tako v krog. Takrat, ko si prvič, ko se sklepa v podjetjih, mi gremo noter, skoraj vsakim posameznikom se naredi komunikacija, se naredijo predstavitve, zato ker tisto informacije ljudem ostanejo. In tudi takrat, ko smo zajamčene podsklade imeli kot edino opcijo, da tista komunikacija v ljudeh ostala, tudi mogoče zaradi tega se določen delež ljudi še ne prestavi v naložbeno politiko življenjskega cikla, ker pač je bila kriza 2012, pa tiste zadeve, ki so se upeljale, pa tudi ta prva komunikacija mi je ostala v glavi tem članom. Tako da jaz mislim, da zdaj naložbena politika življenjskega cikla je uspeh, ker poznam eno državo, kjer takrat, ko je bila kriza, so začeli z naložbeno politiko življenjskega cikla, takrat, ko je bila kriza, so šli v zajamčene kot sama edina varianta, potem so pa rabili kar nekaj let, da so prišli spet nazaj na naložbeno politiko življenjskega cikla. Izguba, ki je edino prej pokazal, je tam bila tudi konkretno. Ampak tam je bila dejanska, ni bila kot neka projekcija. Jaz mislim, da mi vsi izvajalci zelo dobro komuniciramo naložbeno politiko življenjskega cikla in da tudi tele spremembe, ki so zdaj v zakonodaji pripravljene, je tudi sam pozitivno za sprejetje. Hvala. Močni pokojninski skladi, močen kapitalski trg. Je bila ena tez danes že povedana, zdaj videli smo na Hrvaškem, da ima kar veliko več deležev v BDP-ju v pokojninskih skladih. Gospa Gazič, kakšno vlogo imajo pri razvoju borze in kapitalskega trga? Pa drugo vprašanje v tem kontekstu, a je zaradi tega več IPO-jev na zagrebški borzi, kot na ljubljanski, in pa kakšni bojo trendi, bo tega še več ali kako? Pa što se tiče IPO-a, Hrvatska je nekako ove godine ušla u grupu 30 zemalja koji imaju najviše IPO-a na svijetu. Mislim da to nikad nismo bili u toj poziciji
i da, djelomično se to gradi na priči mirovinskih fondova. Mislim, život mirovinskih fondova ima različite faze. Naš zakon o mirovinskim fondovima se mijenja u prosjeku svake 2-3 godine, zato što kako oni rastu, tako se mijenjaju potrebe njih kao ulagača, ali se pojavljuju neki novi rizici. Znači, jako strukturalno su bitni za ekonomiju, za neke kompanije i slično. Ono što ja mislim da je stvarno jako veliki doprinos na koji možda uopće zakonodavac nije računao, to je veliki napredak u području korporativnog upravljanja u kompanijama gdje su mirovinski fondovi postali dioničari, jer su imali pravo imenovati članove nadzornih odbora, tražili su donošenje određenih procedura, upravljanja i slično, a isto tako vrlo često su tražili i da kompanije budu premještene u viši segment na burzi, što znači veću razinu izvještavanja i transparentnosti, a u nekim slučajevima su čak i tražili od kompanija da se listaju da bi oni mogli u njih investirati. Zato što su potpuno drugi limiti ako investiraju u kompaniju koja nije listana i ona koja je listana. Tako da smo mi u prošlosti imali dosta slučajeva, recimo Boskar je jedan dobar primjer koji praktički nema druge investitore osim mirovinskih fondova nego obitelj Orešković. Oni su na burzu došli u vrijeme kad još nije postojala ta obveza da mirovinski fondovi moraju osigurati da određeni dio izdanja koje oni financiraju bude alocirano i javnosti. To se prvi put desilo sa Spanom prije 3,5 godine i tad je u tom IPO-u sudjelovalo 1200 investitora, što im se može činiti malo, ali je bilo dovoljno za jednu onako lijepu likvidnost i to je sad ove godine slijedilo 2 druga IPO-a, znači Ingrad 60 milijuna eura, Žito oko 120 milijuna eura i sad smo upravo u procesu prvog izdanja koje se nudi paralelno u Hrvatskoj i u Sloveniji, a to je Tokić grupa. Tako da svako novo izdanje donosi još neke nove, svako želi nešto novo tu doprinijeti, ali definitivno mirovinski fondovi veliki utjecaj na transparentnost i na burzu i na likvidnost. A s druge strane moram spomenuti da je jako i veliki utjecaj na financijsku pismenost građana. Oni moraju, mirovinski fondovi u zadnjih nekih 5 godina moraju izdvajati dio svojih prihoda za edukaciju ljudi, građanstva. Osnovali su i financiraju centre za savjetovanje, jer sad kad idete u mirovinu u Hrvatskoj, to je stvarno postalo jako komplicirano, jer pitaju te da li želiš se vratiti u prvi stup, da li želiš i kombiniranju mirovinu, da li želiš nekakvu isplatu na početku, koliko misliš, da li želiš obiteljsku mirovinu ili samostalnu i slično. Tako da je taj proces donošenja odluka je puno aktivniji za razliku od prije kad si jednostavno otišao u mirovinsko i oni su ti rekli vaša penzija je XY i to je to, ono možete zaboraviti druge pregovore. To je sve u svemu onako je aktivnije ljude motiviralo i ja mislim da je osobito velika prilika u poslodavcima da kroz razne programe poticanja ljudi ili uplate u te dobrovoljne mirovinske fondove zatvorene i slično zadržavaju najkvalitetniju radnu snagu, što je danas sigurno jako veliki problem u oba dvije države. Hvala. Da se pobračam k vam, gospod Brodnjak. Tukaj ste v večjih vlogah kot zaposlovalec, kot vodja največje finančne inštitucije in kot mislec. Kot kmečka logika se mi zdi. Mene zanima, kaj je potrebno narediti, da bodo zaposlovalci videli naložbo v drugi steber, ta strošek kot naložbo, in pa kdaj bodo zaposleni, ki bodo prišli na razgovor, zahtevali vključitev v drugi steber kot del svoje kompenzacije. Ne, to sem prej nakazal v uvodnem nagovoru, ne, da je uravnotežil, v ravnovesju ključ. Ne. Če ti seveda tako presežno obdavčuješ delo, kot ga sedaj, ne računati na dodatne koncesije strani delodajalcev praktično ni mogoče.
Ne? Se pa vsi zavedamo, da so seveda rezerve plačitve premoženja. Ne? In prehodno, če ne drugače v DDV, v Skandinavci ga imajo na 24-25, Hrvaška pa je financirala prehod s 25% DDV. Ne? Se pravi, te stvari so vedno na razpolago za diskusijo, ne? In se ne bodo zgodile, če se ne bomo celovito lotili, ne, davčne reforme, ki naslavlja ne zgolj pravice posameznikov, tudi pravice podjetij, ne, in na drugi strani premoženje. Brez tega enostavno ne bo šlo. In do takrat računati na support delodajalcu ne morete. Enostavno ne gre. Ne, še posebej, če so soočeni s takimi enkratnimi ad hoc, ne, 2 meseca pred izplačili, pobudami, ki so za neko multinacionalko nekaj povsem nepredstavljivega. Paste, nepredstavljivega. Da si pogoji gospodarjenja zamenjajo oktobra, ko načrtuješ za naslednje leto, in ti gredo v sedanji rezultat letošnjega leta, in je za nekoga, ki posluje mednarodno, nekaj povsem nepredstavljivega. To pomeni, da je tako okolje nepredvidljivo, nezanesljivo in si ga ne želiš. Še posebej, če si majhen trg, ki je vsakemu velikih sistemov zatišča napaka. Ne? Hitro te odmislijo. In se ti zgodi to, kar se je zgodilo. Sedeži se prenesejo v bolj predvidljiva okolja, bolj stimulativna okolja, še posebej, če so zelo blizu, iste kulturno zaledje, po vstopu Hrvaške v šengenski režim in prevzemu evra kot zakonitega plačilnega sredstva, je Hrvaška en trg z nami. Ne? In Zagreb ima seveda boljšo povezljivost z mednarodnimi središči, že zaradi letalskih povezav in tako naprej, po cesti je pa uro vožnje iz Ljubljane. Ne poznam nikogar več skoraj na mojem Ptuju in okolici Halozah, ki ne bi z eno nogo že imel poslovanje na Hrvaškem. Vsi čakajo na volitve aprila, če ne pride do resnega preloma načinu razmišljanja, bo druga noga sledila. Tako resna situacija. Lahko se vi, in jaz imam te informacije z terena, ker govorim s komerkoli skoraj v tej državi, ki se ukvarja s podjetništvom, ne z filozofiranjem. Ne? In v tem kontekstu so razmere skrajno resne. Če zdaj seveda skušam analogije potegniti s Hrvaško, Hrvaška je seveda stimulativno delovala za pritegovanje podjetništva. Mi se lahko vsi pogovarjamo o tem, ali je Slovenija lahko vzorčen model ohranjanja ravnovesja socialne države. Ampak to socialno državo je treba napajati. Naša gospodarska rast v tem trenutku je zdaj zadnja napoved 0,7%, realno jaz ocenjujem, da je še potem. Proračunski primanjkljaj 2 milijardi verjetno izhaja iz pričakovanja 2% gospodarske rasti. Jaz dvomim, da bo 2% gospodarska rast. Iskreno močno dvomim. Ne? Se pravi, da lahko proračunski primanjkljaj še manjši, če temu dodate še božičnice in tako naprej, stopate eno obdobje popolne nepredvidljivosti, tudi na finančnih trgih. Slovenija ni uspela izdati obveznice leta 2013 pri zadolženosti 10 milijard evrov. Danes izdali smo jo po 6,5% PIMKU, šarkom, morskim psom. Ni bilo normalnega vlagatelja pripravljenega kupiti to obveznico. Ne? Zdaj, mi seveda se pozicioniramo, da smo relativno manj zadolženi od Nemčije, ampak če ima Nemčija problem, ima Evropa problem. Če imamo mi problem, imamo samo mi problem. In 2 telefonska klica sta dovolj, da obveznica ni izdana. 2 telefonska klica, tako finančni svet funkcionira, ljudje. Velike ameriške investicijske banke izvajajo te operacije. 2 klica, to je majhen community. 10 ljudi, ki sedi na kosilu vsak drugi dan. To je globalni finančni sistem. Pač povem z prve roke, ker izdajamo redno kapitalske instrumente na mednarodnih finančnih trgih. Pa smo plačali 11%, kar naenkrat za obveznico. Kar naenkrat, kot da ni bilo interesa. Ampak seveda, točno specifični pa so z veseljem kupili, izbranci. Ne? Tako ta globalni, učinkovit trg funkcionira. Zato je lokalna relevantnost izjemno pomembna. Lokalno poznavanje. Zakaj pri 34 evrov na NLB-jevo delnico ni bilo slovenskih vlagateljev? Ves dip na 34 pandemiji in vse naslednje dipe so pokupili hrvaški pokojninski skladi. Danes imajo 10% delnic NLB-ja in 10% velikih slovenskih blue chipov, ne? In so deležni 46% donosa od IPO NLB-ja, ne, v zadnjih letih. Zakaj tega niso deležni slovenski bodoči upokojenci? Ker to niso lastniki Hrvaška država. Lastniki tega premoženja so bodoči hrvaški upokojenci. Se pravi, eno je dimenzija lokalnega maksimuma posameznika, drugo je pa dimenzija globalnega maksimuma družbe, v kateri živimo. Zakaj smo Mercator prodali takrat tako, kot smo ga? Če bi imeli pokojninske sklade, bi 100 milijonov morali dati na mizo. Samo 100 milijonov. Zakaj ni NLB, ko je šla na borzo, dobila 200 milijonov slovenskega premoženja strani slovenskih pokojninskih skladov in bila večinsko slovenska? 100 milijonov, 200 milijonov je bilo potrebnih. Samo 200 milijonov. In bila banka večinsko slovenska. In teh 200 milijonov danes bilo 700 milijonov. Farsa. Ne? Spraševati se o tem, ali potrebujemo pokojninske sklade za ravnovesje v družbi in uravnoteženo pokojninsko blagajno, je ena dimenzija. Druga dimenzija je pa, kaj mi hočemo kot družba biti. Suverena država, ne? Ali filozofi,
ki bodo na neki točki soočeni s tem, da bo brez del je počitek, ne, vedno manj plačan. Tako to bo. Težke besede. Nažalost, realne. Ja, jaz si tudi želim, da bi Slovenci zelo dobro razmišljali, kaj želimo kot družba biti. V Banči smo imeli take in drugačne izkušnje, cikli so pozitivni in negativni. Včasih se vsi malo preveč, ko se enkrat upečeš, te roka skozi boli za nekaj časa. Ampak v končni fazi, kot nekako pokojninsko varčevanje, pokojninski skladi, smo še zmeraj tukaj, se trudimo, da bi rastali, investiramo globalno, da bi od globalnih donosov naši varčevalci največ imeli. Pa če se vrnem nazaj, gospod Leskovar, kar nekaj nastavkov imamo danes, že danih. Kaj bi se mogli zakonsko, davčno in sistemsko spremeniti, da bi drugi steber prepričal tudi delodajalce, da je to samoumeven in nujen, skoraj tako kot zdravstveno zavarovanje? No pressure. Mislim, da že. Samoumeven, ampak pri komu? Samoumeven je zagotovo, ampak pri komu? Samoumeven je pri tujih lastnikih, pa pri tujih delodajalcih, ker se sploh ne pogovarjamo mi zakaj, ampak se pogovarjamo kako. Saj mi kot naš pokojninski sklad, pa pri dobrih firmah. Pri tistih dobrih firmah, tudi ko pridejo ljudje na intervjuje, prvo se zmeni za plačo, pa se zmeni za delo od doma, pa se pa zmeni za bonitete in zagotovo dodatno pokojninsko eno izmed tistih zraven, kjer se zmeni. Zdaj, spremeniti. Mi se obnašamo, kot da imamo časa na pretek, pa ga nimamo. To pol ugotoviš, ko si malo starejši. Jaz sem že, mislim, da zdaj 20 let v pokojninskih skladih, v okviru skupine celotne in sem tudi v raznih odborih v CE skupini, ker imamo pokojninske sklade, pa delamo malo izkušnje, pa analize, pa se pogovarjamo, pa dobre prakse, pa vse to. Pa malo pridemo do številk. Štartna pozicija nam je bila enaka, skoraj lahko rečemo. Čehi 20 milijard, Slovaki 15, Poljaki 40, pa pustimo tisto, da so nekaj tudi vrnali v prvo, kar je že gospa prej omenila. Srbi milijarda, ampak tam je čisto neka druga logika. Romuni 20. Zdaj to številke so že absolutno impresivne, tudi v deležih nas prehitijo. Tako da malo je težko pogledati, ko pri nas imamo številko 4, pa malo tako pogledamo, pa mislimo, da smo uspešni, nismo glih preveč. Zdaj, kaj spremeniti? Veliko smo že omenili stvari. Jaz vidim tole pokojninsko zakonodajo zagotovo nekaj dobrega. Imam pa občutek zdaj, da mi v pokojninskih skladih radi rečemo, pokojnina je tek na dolge proge. Je neke vrste maraton, ampak ovir imamo pa hudičev veliko zmeri na poti. Zdaj imamo občutek, so nam zaprli cesto gasilci, pa so preprosto vklopili sireno, zdaj pa jaz vidim že tam cilj 1.1, pa kak bi določene stvari pa dobre rešitve že implementiral, pa ne vem, bom še 1 leto pa pol okoli teku, da bom prišel do tistega cilja, ki ga že skoraj vidim. Malo sem že nakazal, kaj za spremembe pa za to. Lahko pa res pa rečem, da pa imamo pa komunikacijo, pa ta del pa veliko zboljšanja, pa poznavanje, tu smo pa naredili napredek. Da lahko pozitivno razmišljamo. Zdaj prvi steber ima v septembru eno spis konferenco v Portorožu ob obali, pa zmeri smo na začetku, tako drugi steber je bil tisti, ki ni prišel na vrsto, ker je prvi steber bil, zdaj pa so nas začeli zelo vključevati v določenih predavanjih, tako da jaz mislim, da tudi velika zahvala gospodu Rangusu pa generalnemu direktorju Papežu, vidim, da sta oba dva tukaj. Tako da se veliko bolj spoznavamo, veliko bolj delimo informacije, dobre prakse koristi, tako da tu pa lahko zagotovo rečem, da je pozitivni del veliko boljši. Ja, gospod Kranjc, tukaj je bila ideja o tem, da bi mogli slovenski pokojninski skladi bolj vlagati slovensko, sploh kar se tiče delniških alokacij. Kakšen je vaš pogled na to, pa mogoče na samem konceptu diverzifikacije naložb, pa raznih omejitev, ki jih imamo v naložbenih skladih,
kaj se da še izboljšati? No? Ja, nazaj k naložbam. Zdaj, zagotovo pokojninski skladi morajo, kaj že zakon pravilno pravi, pokojninski skladi morajo v prvi vrsti upoštevati interese svojih zavarovancev, kar pomeni, zagotovo moramo upoštevati najboljši donos za najboljše tveganje, recimo, oziroma pravo razmerje med tema dvema, kar pomeni, da moramo zagotavljati z vidika varnosti maksimalno diverzifikacijo. V tej luči, seveda, ko govorimo o diverzifikaciji, pridemo na cel svet, kar pomeni, da razpršimo te naložbe med mnogo sveta. In seveda pridemo do problema, da koliko pa sploh lahko investiramo v Sloveniji. Ne? Tako da, kot je tudi gospod Brodnjak pred mano vprašal, ne, zakaj slovenski pokojninski niso teh 100 milijonov za Mercator ali pa 200 milijonov za NLB, pridemo do problema, da smo mehni. Nisem vam nič očital, ne? Tako sem razumel, ni bilo dvoma. Če bi imeli pa 25 milijard kot Hrvati, bi bilo pa drugače. Tako je, ja. Enostavno, če govorimo o 200 milijonih na 4 milijarde, govorimo o takem procentu do ene pravne osebe, da enostavno so te stvari je nemogoče. Tako kot če pa govorimo na Hrvaškem, pa seveda 100 milijonov, mislim, potem so to majhni procentki, ki jih lahko razporediš. Zdaj, ali smo slovenski pokojninski skladi vseeno premalo prisotni v Sloveniji? Je pa verjetno malo filozofsko vprašanje. 50 let nazaj bi rekel, ne, moramo investirati globalno, se razpršiti, ne biti nič bolj fokusirani na Slovenijo, ker objektiven človek vidi cel svet in vidi, kako majhna je Slovenija v celem svetu. Dejstvo pa je, da če želimo pokazati vrednost za Slovenijo in Slovencem samih pokojninskih skladov, ne moramo gledati samo skozi demografijo, ampak tudi, kaj ti pokojninski skladi lahko vrnejo nazaj Sloveniji. Tako da potem se pa začnemo že nazaj ponavljati v vlogi kapitalskih trgov in tako naprej. Hvala. Zdaj pa, gospod Plos, zadnje vprašanje, da nas popeljete v konec konference oziroma konec vrha. Veliko smo govorili v produktih, predvsem tukaj je renta. Meni je bilo velikokrat v zadnjih 2 letih izpostavljeno kot ključni problem, zakaj mogoče se ljudje ne odločajo za več varčevanja v drugem stebru. Davki, kaj vse bomo naredili, delamo in kaj bi še mogli narediti, da bo se drugi steber zacementiral kot pomemben gradnik prihodnjih naših pokojninskih prihodkov? To je kar kompleksno vprašanje, ker ne vem, če imam odgovor na to. Ne? Pa ne bom zdaj to čisto zaključil. Malo bom povedal, mogoče, ker smo govorili malo tudi o tej zadevi, ne? Delodajalci se upirajo temu in jaz mislim, da se upirajo pač v pogajanjih, ki jih imajo, ne? Kot je bilo zdaj nedavno pogajanje za tole novo pokojninsko reformo, ker pač je pri nas davčni predpisi so kot so. Ne? Zdaj, če gledaš vso zgodovino naše politike, ne, dejansko ali se davki zvišujejo, če se kje znižajo, se dvignejo na nekem drugem mestu. Ne? V najboljšem primeru recimo, se ne dvignejo davki. Ne? Se pravi, ni še bilo neke opcije, ki bi mogoče kje kak davek spustila. Ne? To je mogoče zbogokletno za Slovenijo. Ne? Bi pa nekaj povedal, ne? Eno izkušnjo, ki jo imamo pa mi smo pač manjši izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja in sva tudi s kolegom z uprave precej na terenu, ne? V narekovajih. Tisto, kar mi opažava, ne? Da delodajalci, ko prideš k njemu, ko prideš na pogovor, nimajo toliko izziva, nimajo toliko problema z dodatnim pokojninskim zavarovanjem. Oni nekako seveda se zavedajo, ne, da ljudje so njihova moč, pa da ljudi morajo nekaj investirati, pa reče prav, meni se ta ideja zdi v redu, ampak prepričajte zaposlene. Ne. Tu se večji izzivi začnejo. Ne. Malo je to razumljivo, če seveda gre za recimo podjetje, kjer je pač plača podpovprečno slovensko plačo, ne. Zdaj bo tam imel 100 evrov z obljubo o bodočih donosih čez 20 in 30 in več let, ali pa 60 evrov neposredno na račun, ne, je odgovor kar hitro, dajte mi reči 60 evrov. Ne. To je malo povezano vse skupaj pa s tem,
Pa da ne bom zdaj preveč širil to zgodbo, tisto, kar sem prej rekel, ne, tole ekonomsko svobodo posameznika v Sloveniji. Ne, ker če ti imaš nek prihodek, da nisi vezan na tako majhne zneske, ki ti pač pomenijo nekaj, ne, ker nekomu 720 evrov na leto nekaj pomeni. Ne. Podobna zgodba je sicer, jaz bi rekel, govorci pred našim panelom, se strinjam z veliko večino, ne, ampak mislim, da je nekje bilo rečeno, da pokojnine niso tako slabe. Ne. Poprečna pokojnina je 900 evrov, ne, 900 pa nekaj evrov. To pomeni, da en del vleče navzgor, ne, in teh je manj, polovica jih je pa pod pragom revščine. Ne. Vse so potem še neki socialni transferi, pa neki dodatki, pa tako naprej, ampak to je pač dejstvo pri nas. Ne. In ti ljudje bodo tudi, podobno kot tisti, ki so pač vezani, tistih 60 evrov, ki sem prej omenil, zelo podvrženi manipulativnosti, ne, in bodo hitro šli v smer kakega populizma. Ne. Mogoče sem malo črnogledo zaključil, no, ampak toliko na to vprašanje. Hvala. Potem pa jaz v bistvu zaključil z drugo tezo. Ne? In sicer, če smo že zdaj ugotovili, da je kar nekaj upokojencev, ki so že zdaj pod pragom revščine, ampak jaz imam tako občutek, da se bo kohorta v 60 letih rojenih pa v 70 letih rojenih upokojila, da bo ta odstotek še bistveno večji, kot je danes. In zaradi tega si res želim, da bi tudi, bomo rekli, delodajalci spoznali, da je varčevanje za svoje zaposlene v drugem stebru zelo smiselno in tudi v bistvu še vsi ostali deležniki družbe na vseh področjih razumeli ta problem in bi, bomo rekli, če tudi ne bo pokojninskega referenduma, da bi hitro začeli razmišljati v novem pokojninski reformi, da potem, ko se bojo generacije v 60, po 70 rojene, ne bodo pri svojih 65 letih aktivno še bolj mogli soočati s tem problemom. In s tem bi zaključil ta panel, svojim sogovornikom bi se zahvalil za vse debate, za vse misli in vrnil tebi besedo, Maja. Najlepša hvala. Hvala vsem govornikom in panelistom za te tehtne razmisleke, izkušnje in pogum, s katerimi ste osvetlili teme, ki zadevajo nas vse. Današnji investicijski vrh je dokaz, da imamo v Sloveniji znanje, voljo in predvsem skupno odgovornost, da oblikujemo trajnostni pokojninski in finančni sistem, tak, ki bo ljudem omogočal varnost, gospodarstvu razvoj, družbi pa stabilnost. Iskrena hvala tudi vsem vam, ki ste danes svojo prisotnostjo in sodelovanjem pokazali, da je zaupanje v prihodnost nekaj, kar se gradi skupaj. Uradni del dogodka smo s tem zaključili, zdaj pa vas lepo vabim, da se nam pridružite na terasi, kjer bo priložnost, da se ob pogostitvi pomrežite. Verjamem, da boste ob prijetnem vzdušju nadaljevali pogovor, izmenjali ideje in morda začeli kakšno novo sodelovanje. Naj današnji dan ne ostane le pri besedah, temveč pri povezavah, ki gradijo prihodnost. Najlepša hvala še enkrat vsem in lep preostanek popoldneva.